možnost se je razširila na to, da vkolikor Mestna občina Maribor na svoji seji 30. januarja ne zagotovi potrebna sredstva, energijo, interes, da bi se projekt izvedel v Mariboru, gre seveda za to, da se izpeljejo vsi potrebni objekti, saj jih ni več dosti, gre v bistvu za na prste ene roke, lahko preštejemo te investicije, ki pa mimogrede seveda še vedno znašajo okrog 15 milijonov evrov. Se je postavila druga opcija, da se univerzijada razdeli po celotni Sloveniji in to tam, kjer ti objekti že obstojajo. To pomeni, da ne bi bilo investicije v objekte, ampak da bi bil potreben denar samo še za samo organizacijo, ki bi pa v tem pogledu seveda malce bila bolj zahtevna, tudi malce dražja in bi verjetno potrebovali več kot planiranih 15 milijonov evrov tukaj v Mariboru, ker bi seveda logistične zadeve bile znatno težje in temu primerno tudi dražje. Drugi del tega sklepa danes je bil takšen, da je potrebno priti do tistega, ki je prevzel obveznost organizacije univerzijade v Sloveniji, to je Državni zbor in tudi vlada, kakršnakoli pač v tem trenutku še bo, ali ta, ki opravlja tekoče posle, ali bo morda že nova, ampak termin velja isti do 15. februarja, da država prevzame obveznosti in poskuša morda z posebnim zakonom, morda z posebnim sklepom zagotoviti, da se univerzijada lahko izpelje, po domače povedano, da zagotovi sredstva. Vkolikor do 15. februarja teh zagotovil ne bo, potem bo organizacijski odbor ne odpovedal univerzijado, ampak vrnil svoj mandat. In naj Državni zbor, ki je prevzel obveznosti organizacije pred toliko leti, leta 2008, drugič, 2006 pa prvič, prevzame tudi odgovornost o tem, kako bo ta univerzijada organizirana. Bilo je potrebno podati članom organizacijskega odbora jasno sliko, kje je trenutno projekt univerzijade. Zato smo tudi dopoldan sklicali izredno sejo nadzornega sveta družbe Univerzijada 2013 d.o.o., kjer smo predstavili trenutno stanje v družbi, ki zaradi nerealiziranih zahtevkov do partnerjev v projektu je trenutno razglasil tudi, bi rekel, insolventnost oziroma kratkoročno nesposobnost plačevanja obveznosti. Po zagotovilih predstavnikov, ki so tudi člani nadzornega sveta partnerjev, bodo postorili vse, da se v najkrajšem možnem času ta insolventnost odpravi z delnim poplačilom obveznosti partnerjev v projektu. Moram povedati, da na današnji seji organizacijskega odbora smo ponovno še enkrat predstavili projekt takšen, kot je trenutno dogovorjen in tudi sprejet z vsemi sklepi na izvršnem odboru Mednarodne FISO organizacije. Opredelili smo odprte zadeve v projektu, predvsem na področju zagotavljanja potrebne športne infrastrukture, na zagotavljanju permanentnega financiranja po sprejetih pogodbah oziroma dogovorih iz pogodbe o izvedbi samega tekmovanja, ter seveda povedali in pokazali vse tisto pozitivno, kar se pa trenutno v tem projektu odvija.